Gajser tudi po veliki nagradi Flandrije vodilni v svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MXGP. Lauro Setnikar je v Franciji vozil dirko Evropskega prvenstva v trialu. Liberec na Češkem je bil prizorišče druge dirke državnega prvenstva v speedwayu za mlade voznike z 250 kubičnimi motorji. V AMZS centru varne vožnje na Vranskem so se merili za nove točke državnega prvenstva v kartingu. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Dirko sezone svetovnega prvenstva v motokrosu je gostil belgijski Lommel. Velika nagrada Flandrije že vrsto let velja za eno od klasičnih preizkušenj. Prestižna zmaga na mivki pa je za vsakega motokrosista velik motiv. Tim Gajser in Jan Pancar sta kvalifikacije opravila z različnim uspehom. Gajser si je privozil 3. mesto, Pancar pa je v cilj pripeljal 24. Najhitrejši je bil Jorge Prado. Proga Stade Lake Motocross Terrain je speljana po trasi, na kateri je potrebno dobro čutiti motor ter ga s prefinjenim občutkom upravljati pri vožnji po sipki mivki. V nedeljski vožnji se je Gajser soočil z agresivnimi in nepopustljivimi tekmeci, ki so slovenskega motocross asa hitro potisnili na 5. mesto, na katerem je potem pripeljal v cilj. Prvo mesto si je suvereno privozil Jeffrey Herlings. Pancar, ki je vozil Bolan, je ciljno črto prečkal na 21. mestu, tik za dobitniki točk svetovnega prvenstva. V drugi vožnji je bila slika podobna. Herlings in Prado sta znova prevladovala, boljši pa je bil Nizozemec, ki se na mivki z motorjem počuti očitno kot riba v vodi. Dobil je tudi drugo vožnjo in veliko nagrado Flandrije z maksimalnim izkupičkom točk. Pradu je pripadlo drugo mesto, v boju za 3. pa je Gajserja prehitel Romain Febvre. V skupnem seštevku točkovanja za svetovno prvenstvo ima slovenski motokros šampion 6 dirk pred koncem sezone 24 točk prednosti pred Pradom. Herlings pa zaostaja 38 točk. Pancar je v drugo odpeljal bolje in zasedel 19. mesto ter osvojil 2 točki za skupni seštevek, v katerem je zdaj s 176 točkami na 15. mestu. Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. Evropska sezona v trialu je v polnem zagonu. V zahtevni mednarodni konkurenci pa svoj nesporni talent preizkuša tudi mladi slovenski up Lauro Setnikar. Tokrat se je mladenič iz Polhovega Gradca mudil v Franciji, kjer je na priljubljenem smučišču Isola 2000 potekala druga preizkušnja Evropskega prvenstva za voznike v kategoriji International Youth Championship. Prva sezona v močni konkurenci je zanj sicer namenjena učenju in pridobivanju ključnih izkušenj. 12-letnik, ki tudi pred najbolj strmimi ovirami ne pozna strahu, se z zahtevnimi sekcijami spopadel pogumno in predvsem odločno. Naravne ovire, ki jih je vajen s treningov v Španiji in Franciji, je premagoval z navidezno lahkoto, toda zaradi manjših izkušenj kot starejši tekmeci so se mu v nastop prikradle tudi napake. Na Evropskem prvenstvu v Franciji vozil sem rumeno kategorijo. Bilo mi je všeč, da sem se lahko kosil s tako velikimi, saj sem bil najmlajši. Prvi dan tekmovanja je v francoskih Alpah končal na 12. mestu, nedeljske preizkušnje pa 2 mesti nižje, s čimer je bil zadovoljen. Je veliko drugačnih terenov, vse v Sloveniji jih nimamo takih in sem se zelo težko privadil. In naslednji vikend gremo na tekmo v Nemčijo, potem naslednji vikend pa še na Češko.
Naslednja postojanka za Lovra Setnikarja bo tekma Evropskega prvenstva v nemškem Großhollenbachu, ki bo na sporedu prvi konec tedna v avgustu. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Nedelja 28. julija je bila v Liberecu na Češkem v znamenju mladih speedway upov od 12 do 16 let, ki tekmujejo v državnem prvenstvu Slovenije in Češke. Tekmovalni seznam so popolnili vozniki iz Italije, Nemčije in Poljske, na čelu z aktualnim svetovnim prvakom na motorjih s prostornino do 250 kubičnih centimetrov Maksimilijanom Pavelčakom. I miss Will. Unfortunately he didn't come today, but we still got some good boys. We got Sven, we got Tilen, we got Karol Schmidt from Poland, so we got a lot of cool riders today. Sven Cerjak, Gregor Zorko in Tilen Bračko so se z mednarodno druščino bodočih asov evropskega in svetovnega speedwaya spopadli brez strahu. Je zelo zahtevna steza, zelo naporna steza, težka za voziti, za držati, ampak je šlo. No. Na začetku, ko smo prvi deževali, vedel sem, da bo steza ratala slaba, da bo ratala slabša proti koncu in to je tudi bilo res. A mladih fantov to ni pretirano motilo. Vozili so na polno, ne glede na tekmece. Ja, napadel sem Pavelčaka, pa smo prišli v štric, je pa on šel malo ven. Sem pa še jaz mogel iti ven pa je bila pa suha steza, pa me je odneslo. V vseh vožnjah so bili slovenski vozniki v ospredju in so pokazali, da na treningih dobro delajo ter napredujejo in nabirajo dragocene izkušnje. Dirka ni bila za mene v redu, smo imeli nekatere probleme, smo mogli menjati motor, pa vedno ni bilo v redu. Zorko in Bračko sta v zadnji vožnji rednega dela med seboj odločala, kdo bo vozil v finalu. Bil sem preveč na notranjih linijah, kjer je bilo bolj trdo, mogel biti bolj ven, da bi motor bolj vlekel, pa potem sem že čist bil zmešan, pa nisem mogel več nič, se zgodi. Še posebej Cerjak je bil silno motiviran, da pokaže, da ni za manj peti na svetu med vrstniki in da je sposoben tudi za odmevnejše rezultate. V rednem delu ga je premagal le Pavelčak, ki pa je nato v finalu zaostal za mladim speedway upom doma iz Senovega. Nisem bil čez da mi bo ratal zmagati, ciljal sem na 3. mesto. Tako da sem zelo vesel te zmage. Fortunately, Sven won with me in the final. He was faster. I'm a little disappointed about it. Finalna vožnja je bila kar zakomplicirana, treba je bilo veliko razmišljati. Po štartu sem bil 3. Pa sem ustrajal na zunanji liniji, ko sem že po prvem krogu videl, da imam hitrost na zunanji liniji. V prvem ovinku smo bili zelo skupaj, v 3. ovinku sem skoraj čisto dohitel Pavelčaka. V finalu se je izkazal tudi Zorko, ki je z borbeno vožnjo osvojil 3. mesto in zaokrožil dober nastop slovenskih voznikov. Ja, je bilo v redu, no. Sem zdaj zadovoljen z rezultatom, ne. Bomo probali drugič še več, ne. Naslednja preizkušnja fante čaka 7. avgusta, ko se bodo merili na ovalu v Pardubicah. Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. AMZS center varne vožnje na Vranskem je bil prizorišče 3. dirke sezone za točke državnega prvenstva v kartingu. Tipičen poletni julijski dan je pritegnil veliko število voznic in voznikov, ki so pokazali, kaj znajo in zmorejo na 4 kolesih na vročem asfaltu. Bilo je ful vroče in je bilo zelo nadležno voziti v taki vročini. Pa ko si na progi, te to ne namote. Vročina mi ni povzročala nekih problemov, ampak po koncu vsake dirke sem bil zelo izmučen. Ja, to zadnjo tekmo,
ker smo malo neke zaplete imeli pred štartom, je bilo kaj vroče, ampak pol sem dal v vodo, pa je bilo vse ok. Ja, vročina ni bila nekaj hudega, malo več sem mogel piti in to je bilo to. I mean, before the race it's a little bit hot, so I mean we drink and then after of course, but during the race I don't think about this. Prvi so se na progo podali najmlajši v razredu Rotax Mikro. V 3 vožnjah se je najbolj izkazala Neli Štrajhar, ki je ugnala vse tekmece v slovenskem prvenstvu. Največji tekmec mi je bil Timon Grgić, ker je zelo hiter in ker je moj tekmovalec za slovensko državno prvenstvo. In prav Timon Grgić je bil tisti, ki se je najbolj približal Neli Štrajhar. Na koncu je osvojil 2. mesto, 3. pa je pripadlo Jaki Levarju. Razred Rotax Mini je bil v znamenju Maja Tuška Haladeje, ki je prevladoval že v sobotnih kvalifikacijah. Zelo sem zadovoljen, bil sem večino časa prvi. A brez težav na progi ni šlo. Malo mi je kolo povzročilo, ker se mi je tu dolje odšraufalo, mi je šrauf dol odpadel, pa v zadnji runde sem imel malo težav. Ja. Vendar to ga ni oviralo, da si ne bi prevozil skupno zmago na dirki. Drugi na koncu je bil Miha Pirjevec, 3. na zmagovalnem odru pa Filip Ferk-Žerak. V kategoriji Rotax Junior je bila konkurenca ostra in neizprosna. Danes bo moj največji tekmec Levar, zato ker se nam gre za državno prvenstvo in smo veseli, ko smo ga prehiteli. Za današnjim rezultatom sem kar zadovoljen, da lahko bil tudi prvi, ampak zaradi smole v tekmah nisem mogel doseči tega rezultata. Največ je v 3 vožnjah tokrat pokazal Nik Brecelj, ki je slavil pomembno zmago v lovu na državni naslov. Danes sem z rezultatom zadovoljen, ker sva skupaj s tatom lepo naštimala gokart in nam je šlo. 3. mesto na zmagovalnih stopničkah je zasedel Matej Sinčič. V razredu Rotax Max je za najvišja mesta potekala ogorčena borba na stezi. Več od tekmecev si je upal Nik Trobec, kar mu je prineslo zmago na dirki. Z današnjim rezultatom sem zadovoljen. Bi bilo boljše, bi zmagal tudi za CES, sam nam ni ratalo. Dirke so seveda štele tudi za točke centralno-evropske cone. 2. mesto v slovenskem prvenstvu si je privozil Maj Sadar, na 3. pa je bil tokrat Taj Kovačič. V razredu DD2 je vnovič dominiral Ksen Deruve, ki je tekmecem vselej zelo hitro ušel in praktično vozil svojo dirko. Z opravljenim je bil zelo zadovoljen. It's a special event because the whole complex is very nice. Plus it's a very fast track. It's not a lot of corners, but still technical, and yeah, the speeds are high, the racing is good. We are surrounded by nature and a great complex, so it's always nice to come here. V točkovanju za slovensko državno prvenstvo sta Deruvaju sledila na 2. mestu Dimitrij Mlakar, 3. pa se je veselil Taj Šiler. Naslednja dirka za državno prvenstvo, ki bo hkrati zadnja in bomo po njej dobili državne prvake, bo 15. septembra v AMZS Karting in motošportnem centru v Slovenji vasi. V sredo 7. avgusta bodo mladi vozniki Speedwaya z 250 kubičnimi motorji vozili 3. dirko državnega prvenstva. Gostile jih bodo Pardubice na Češkem.